Danes v pogovoru gostim Bredo Krašna, generalno sekretarko Zveze prijateljev mladine Slovenije. Hvala, da ste se mi danes pridružili v tem prijetnem pogovoru. Za začetek bi vas prosila, da nam razložite, s čim se ukvarja vaša zveza. Zveza prijateljev mladine Slovenije je krovna organizacija. Imamo kar 112 članic po celi Sloveniji. Seveda naše članice so zelo različne, od zelo velikih, močnih društev, zvez, do majhnih društev, ki delujejo zgolj na prostovoljski bazi. Tako da smo si res zelo različni, ampak naš skupni cilj pa je, da pomagamo družinam in pa mladim in otrokom. V bistvu ste kot takšna zveza tudi najbolj prepoznavni v Sloveniji, kaj ne? Mislim, da ja, in še en podatek je zelo pomemben. Naslednje leto praznujemo že 70 let. Čestitke. Hvala. To je pa že kar velika obletnica. To je že kar lepa obletnica, ja. Torej ste nevladna, prostovoljna in neprofitna organizacija. Tako, Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladna organizacija, prostovoljna, neprofitna. Imamo tudi status v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, na področju družine in pa humanitarni status na področju socialnega varstva. Zdaj ti statusi včasih pravijo, ja, pa kaj vam je treba, ne? Ampak ti statusi so izredno pomembni zato, da se lahko potem prijavljamo na razne razpise, kjer pridobivamo sredstva za različne programe. Zveza prijateljev mladine Slovenije ima zelo različne veje oziroma različne programe. Eden je program humanitarni, ki smo ga povezali v skupno akcijo Eno srce. Tukaj imamo naš sklad za družine, kjer pomagamo družinam finančno, tudi materialno, odvisno od trenutne potrebe. Potem imamo Adin štipendijski sklad. To je sklad, ki je poimenovan po prvi predsednici Zveze prijateljev mladine Slovenije. Trenutno štipendira ta sklad 30 mladostnikov, v glavnem srednješolcev, nekaj malega tudi študentov. Potem imamo tukaj Sapramiškin sklad. To je sklad, v katerem zbiramo sredstva za pomoč otrokom s posebnimi potrebami. V glavnem pomagamo pri financiranju raznih fizioterapij ali pri nabavi nekaterih pripomočkov, ki jih potrebujejo otroci, pač odvisno glede na potrebo, ki jo imajo. Potem imamo tukaj tudi Športnik sem. To je pa sklad, ki je nastal zdaj na novo, v bistvu po času epidemije, ker smo ugotovili, da so se otroci v času epidemije preveč zasedeli, da ne športajo več toliko, da to pač vpliva tudi na njihovo zdravstveno stanje. Zato spodbujamo, ne iščemo v tem skladu otrok, ki imajo, ne vem, so zelo nedarjeni, so že skoraj profesionalni športniki, ampak čist navadne otroke, da jim plačamo kakšne vadnine, zato da jih spodbujamo, da se čim več gibljajo. In potem imamo tukaj še polno šolsko torbo. To pa je sklad, v katerem praktično vse leto nabiramo šolske potrebščine, sredstva, da potem na začetku šolskega leta opremimo tiste družine, otroke, ki si pač same tega ne morejo privoščiti. To so te humanitarni programi. Ob tem je prav, da povem tudi naš velik humanitarni program Pomeži k soncu. To pa zbiramo sredstva za to, da pomagamo otrokom iz manj ugodnih razmer, da ne bomo skozi govorili socialno ogroženi, ampak pač otroci, družine si ne morejo privoščiti in tem otrokom sofinanciramo ali pa plačamo v celoti letovanje.
Recimo v letošnjem letu je bilo na letovanju poleti v 2 mesecih skoraj nekaj več kot 12.000 otrok. Od tega jih je brezplačno letovalo več kot 3.000. Ne? To so kar veliki denarji, ko jih naberemo skupaj z našimi članicami. Potrebno je vedeti, da mi kot zveza nabiramo sredstva in jih potem na internem razpisu razdelimo med naše članice. Seveda pa tudi naše članice imajo nekatere svoje lokalne donatorje, velikokrat priskoči na pomoč tudi lokalna skupnost, tako da se financira iz različnih virov. In zelo pomembno pri letovanju je, da omenimo tudi zdravstvena letovanja, ki pa so sofinancirane strani države. To so te humanitarni programi. Mi na zvezi smo zelo ponosni tudi na naše vsebinske programe. Vsebinski programi so namenjeni predvsem v glavnem otrokom in mladostnikom. So pa to programi Otroški parlament, ki je več ali manj zelo poznan po Sloveniji. Otroci si izberejo sami temo, o kateri razpravljajo v določenem šolskem letu. Najprej jo obdelajo v šoli, potem se to prenese na občinski nivo, regijski in na koncu aprila, maja organiziramo mi nacionalni otroški parlament, zasedanje v državnem zboru. Tukaj moram reči, da nam grejo predstavniki oblasti v državnem zboru zelo na roko in to je poseben dogodek za otroke, ki se nam priključijo na tem nacionalnem zasedanju. Potem imamo še zelo poznan natečaj Evropa v šoli, kjer v bistvu otroke povezujemo z določenimi temami na ta način, da se zavedajo, da smo del neke širše skupnosti, neke naše Evrope konec koncev, ne. Potem imamo mlade raziskovalce zgodovine. To je eden najstarejših programov, ki jih izvajamo v ZPMS-ju. Ta program je v bistvu narejen tako, da se izbere tema in mladi potem raziskujejo v svojem kraju, kaj se je zgodilo v preteklosti. Zdaj trenutno v tem šolskem letu je tema šport. Ne? Potem imamo še, ne smemo pozabiti na teden otroka, ki je zelo pomemben program. Tukaj smo začeli v zadnjih letih posebno akcijo, da se ljudje zavejo, da je to naš program, da je zaščiten in zelo radi sodelujemo z podjetji, z šolami, z vrtci. Se nam zdi to zelo, zelo pomembno. Ne? Potem pa imamo še posebne programe oziroma bolj opredeljujemo kot neko zagovorništvo. Zagovorništvo otrok. Tukaj opozarjamo državo na pomanjkljivosti v zakonodaji. Imamo pri nas ustanovljeno mrežo za otrokove pravice, v katero so vključene razne nevladne organizacije, ki delujejo kakorkoli na področju otrokovih pravic in pač poskušamo biti zelo glasni in pa sogovornik državi, da jih opozorimo, kje je potrebno popraviti zakonodajo, kje se dogajajo krivice, kje se ne dogajajo. Zdaj v obdobju po epidemiji smo začeli z posebno akcijo, ker se nam zdi izredno pomembno. Mislimo, da je obdobje epidemije pokazala, da so otroci bili malo odrinjeni, da smo kar malo pozabili na njih. Zato mislimo, da bi bilo prav, da dobimo varuha otrokovih pravic. Zdaj v kakšni obliki, ali je to samostojna inštitucija, ali je to znotraj neke druge inštitucije, je stvar debate z državo, ampak prav se nam zdi, da se na to opozori, ker na koncu koncev
vedno ugotavljamo, da so otroci niso v ospredju politike, kar ni prav. Otroci bi mogli biti v ospredju vseh sistemov in se pa ugotovi na koncu, da to ni tako, ker nimajo volilnih glasov. Tako da tukaj se nam zdi zelo pomembno, da peljemo to akcijo naprej, da smo glasni in da smo tudi konec koncev odgovorni, tako do otrok kot do državnih sistemov. Ko ste omenjali vse te programe, ki so namenjeni otrokom, pa dobite kdaj kakšen odziv od njih? A so veseli, ste v stiku z njimi? Dobivate kakšne? Ja, seveda dobimo. Potrebno je povedati še eno zadevo, da imamo mi tudi Tom telefon. To je edini telefon, anonimni telefon za otroke in mladostnike in tukaj dobimo veliko odzivov, tako glede aktivnosti, kot tudi glede njihovega počutja, glede problemov, s katerimi se otroci in mladostniki srečujejo. Tako da tudi, ko pomagamo v humanitarnih akcijah, velikokrat dobimo zelo prijetne zahvale, napisane strani otrok, kakšne slike, ki jih narišejo sami. To so take prijetne stvari, jaz pravim, da nas zmeraj pobožajo dušo, zato da lepo delamo še naprej. Imate shranjene na steni? Ja, jaz v moji pisarni imam kar nekaj teh slik tudi shranjenih. Ja. Lepo je, to verjetno tudi kot neka motivacija za delo naprej. Seveda, sej konec koncev je tako, sploh pri humanitarnem delu moramo zelo paziti. Velikokrat se srečujemo s težkimi stvarmi in ne smemo dopustiti, da nas te stvari, te situacije tako prizadanejo, da ne bi več opravljali svojega dela. Se pravi, da si moramo nekako polepšati dan, zato da zmoremo potem pomagati vsem družinam, ki potrebujejo pomoč. Je verjetno težko spremljati kakšne situacije od posameznikov? Ja, jaz moram reči, da velikokrat ne želim niti vse podrobnosti prebrati, ker če ne, je to zelo težko. To lahko zelo hitro vpliva tudi na tvoje počutje, nasploh ni enostavno, ko se soočaš z vsemi temi krizami, zato jaz poskušam čim bolj pozitivno gledati na te stvari, da lahko dejansko zberemo dovolj sredstev, dovolj materijala, da lahko uspešno pomagamo družinam in otrokom. Kako pa lahko posameznik, kot smo recimo mi posamezniki, vam pomagamo? Zelo različno, toliko različnih načinov imamo. Zdaj seveda tisti, ki obvladajo internet, grejo lahko na našo internetno stran www.zpms.si. Tam poiščejo zavihek Podprite nas in najdejo vse možne načine. Ljudje lahko pomagajo s poslanimi SMS-i, si izberejo, katero ključno besedo želijo. Imamo kar nekaj teh, glede na programe, recimo zdaj po zimi lahko pošljajo na 1919 Eno srce 5 in na ta način pomagajo z 5 evri. Lahko poiščejo QR kodo in nakažejo sredstva direktno iz svojega bančnega računa. Če so pravna oseba, imajo tudi predlog donatorske pogodbe. Če pa se jim vse to zdi nepotrebno, pa lahko konec koncev kupijo kakšno zadevo v naši trgovini, ki je v nastajanju. Trenutno imamo, moram se pohvaliti, da smo že razprodali vse naše koledarje. To nam je uspelo letos prvič, tako da smo zelo ponosni, velik napredek. Lahko kupijo voščilnice novoletne ali pa naše copate. Imamo posebno akcijo Copart, zelo lepe copate, ki jih je oblikovala Urška Drofenik z človeško ribico, zelo lepi. In sredstva od te prodaje grejo v Sepremiškin sklad.
Tako da imamo zelo različne načine, lahko si pa kupijo tudi kakšen zbornik, ki ga izdajamo, ne vem, v zadnjem času smo izdali 2 v okviru Tom telefona, tako da so kar pomembne vsebine objavljene. Zelo lepo vidim, da ste polni idej. Ja, polni idej, nikoli nam ne zmanjka. Seveda potem mi pošiljamo tudi prošnje našim dolgoletnim partnerjem, tudi fizičnim osebam. Moram reči, da vsaka donacija, ki pride, ne glede na to, kako je visoka, sploh pri fizičnih osebah, nam zelo veliko pomeni. Mi dobimo od 1 evra navzgor. In vedno ljudje se včasih opravičujejo, ampak jaz jim vedno povem, da še vedno velja tisto kamenček na kamenček, palača. Se strinjam, Tako da smo veseli čist vsakega evra, ki si ga lahko ljudje privoščijo, da ga pač dajo v dobrodelne namene. Se mi pa zdi, da smo ljudje v decembru še toliko bolj dobrodelni. A bi se strinjali s tem? Ja, december je poseben mesec. Poseben mesec je tudi za nas, konec koncev, za našo organizacijo sploh. Mi imamo našega dedka Mraza, ki hodi po Sloveniji že več kot 70 let. Kot organizacija nam je uspelo tudi dedka Mraza vpisati v nesnovno kulturno dediščino, kar je zelo pomembno za Slovenijo, in zato tudi skrbimo. Vsako leto poročamo, povemo, kaj se je naredilo. Organizatorje nekako pozovemo, da upoštevajo, kako mora biti dedek Mraz oblečen, da je pomembna srčnost, da niso pomembna vedno samo velika darila, ampak neki dogodki, neke prijetno druženje otrok in pa veliko veselja. Seveda mi v decembru pozovemo ljudi in naberemo ogromno daril, zato da lahko določenim družinam, ki res ne morejo nakupiti darila, pomagamo in s tem osrečimo te otroke. Veste, kako je lepo, ko otroci se zbudijo in najdejo darila pod jelko, ne? To je vedno prijetno. Še mi odrasli uživamo, če nas čaka darilo tam spodaj, ne? Res je, ja. Tako da ja, ljudje se zelo lepo odzivajo na te akcije naše in smo zelo ponosni na to. Pa bi mogoče v tem decembrskem času izpostavili kakšno donacijo? Ja, lahko povem, da so nam zelo pri srcu donacije pravnih oseb. Recimo letos nas je presenetilo podjetje NLB, NLB. Tako. Pomembna, zakaj nam je tako pomembna taka donacija? Predvsem zaradi tega, ker ko smo se dogovarjali, ko so nas obvestili, da bomo prijeli donacijo, so rekli, gledajte, zaupamo vam, boste razporedili sredstva na programe, kjer res potrebujete sredstva. In razložili smo jim, da bomo z veseljem to razporedili na naše vsebinske programe. Potrebno je vedeti, da za vsebinske programe je vseeno težje dobiti donacije, da ljudje so zelo veliko donirajo prav za humanitarne programe, mi pa želimo vseeno vsako leto imeti tudi vsebinske programe. Zato take donacije namenimo za vsebinske programe. Konec koncev imamo tudi določeno število ljudi zaposlenih, ki delajo na teh programih, vodijo, organizirajo, pripravljajo poročila, delajo pač tako kot vsak drugi, kjerkoli je zaposlen, tako da so nam te donacije na tak način zelo pomembne. Torej, s to donacijo NLB-ja ste se odločili, da boste podprli te vsebinke? Podprli bomo otroški parlament, natečaj Evropa v šoli in mislim, da Tom telefon. Tako smo zaenkrat začrtali in to nam je zelo pomembno. Potrebno je vedeti, da pri Tom telefonu imamo sicer
nekaj sredstev, ki jih dobimo preko razpisa od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. Nekaj sredstev dobimo preko evropskega projekta Varna raba interneta, kar precej sredstev pa moramo nabrati še dodatno, ker Tom telefon je organiziran tako, da deluje v 9 skupinah po Sloveniji in imamo v bistvu skoraj 140 prostovoljcev, ki svetujejo vsak dan od 12 do 8 zvečer. To je veliko ljudi. To je zelo veliko ljudi in tudi te prostovoljce je treba veliko izobraževati. Moramo jim biti v oporo, ker so včasih pogovori zelo težki. Tako da zato potrebujemo dodatna sredstva, ki jih potem namenimo pretežno za izobraževanje, evalvacije, iščemo, kako bi lahko določeno zadevo izboljšali, na kakšen način. Zato so take donacije, da lahko to pokrivamo, zelo pomembne. Kaj pa iz vaših izkušenj, kako dobrodelni smo Slovenci? Zelo. In moram reči, da tukaj se res lahko zahvalim čisto vsakemu posamezniku, ki je kadarkoli pomagal. Mi včasih res ne moremo verjeti, kako se ljudje odzovejo na kakšne stiske. Ne vem, mogoče se bojo spomnili ljudje, ko smo imeli skupaj s tednikom v oddaji Pomagajmo primer dekleta in fanta, ki sta ostala praktično skupaj z babico v enem letu sama. Umrl je oče, umrla je mama, umrl je dedek, grozila jim je deložacija, imeli so ogromno problemov, otroci v bistvu niso bili niti seznanjeni, s čim vse se je prej oče ukvarjal, normalno. On je nenadoma zbolel in umrl, ne? In skupaj z ljudmi smo v bistvu rešili situacijo, še vedno so v svoji hiši, oba študirata, oba bosta kmalu dokončala in začela svojo novo poklicno pot, tako da smo lahko v takih primerih zelo zadovoljni, ne? Ker drugače bi se jim lahko življenje postavilo zelo na glavo, ne? Ostali bi lahko na cesti, v velikih stiskah, sodišča oziroma upniki so velikokrat zelo ne razumejo stisk posameznika. Tako da tukaj nam je uspelo rešiti primer in smo zelo zadovoljni. To je takšen primer, ki se mi zdi, da res polni srce. Ja, in takih je veliko, ne? Leta nazaj smo, ne vem, eni družini, ki je ostala brez mamice, pomagali zgraditi novo hišico, ker so živeli praktično v garaži in to, da organiziraš eno tako zadevo in nabereš dovolj sredstev, nismo samo dovolj mi na Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Tukaj je pomembno naše društvo, kako se aktivira, kako znajo razpresti te prostovoljke, na kakšen način se lotijo zadevo. To je kar cel sistem in mislim, da delamo dobro. Odlično. Zelo lepo se sliši in verjamem, da delate iz srca. Ja, res je. In to že kar nekaj let. A bi za zaključek izpostavili še kakšno vašo lepo gesto? Ja, letos decembra smo se odločili, da bomo naredili eno posebno akcijo, kjer nismo prosili ljudi, da nam namerijo sredstva, ampak da narišejo doma z otroci, z starimi starši, z mamicami, očki, s tetami, strici, s komarkoli, da narišejo srce različnih barv in ga nalepijo na okno. Rekli smo, da bomo letos decembra se bojo srca pogovarjala med sabo. In to je tako lepo, tak prijeten občutek, ko vidiš, ko se pelješ mimo in vidiš narisano srce, nalepljeno na oknu, se pravi, da nas ljudje slišijo.
In to smo se odločili predvsem zaradi tega, ker smo ugotovili, da eno srce lahko sreči oba. Tistega, ki prejme in tistega, ki da. Zelo lepo. Breda, to je bil en odličen zaključek najinega pogovora. Zelo sem vesela, da ste se mi danes pridružili. Hvala za povabilo. Jaz bi za konec zaželela vsem zelo lepe, mirne praznike in seveda v januarju gremo v nove delovne zmage vsi. Tako. Hvala in nasvidenje. Hvala, nasvidenje tudi vam.